Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nadaljeval bom tam, kjer je gore nastav, se pravi pri stvari, ki smo v zadnjem času v Forbildu dodali, oziroma ne samo v Forbildu, ampak tudi k Forbildu. Prva stvar, tista, ki je najmočnejša ali pa najpomembnejša izdelava, dopolnitev ali pa dodatni programski modul, je stroškovnik in projekt. Ta nam omogoča, da spremljamo stroške projekta od koderkoli, se pravi ali iz AppRešitve ali iz Forbilda ali pa iz ostalih aktivnosti projekta in različnih dveh umestnikov. Zakaj je to pomembno? Vemo, da na Forbildu pripravimo predračun, se pravi vemo, kakvi bodo naši prihodki. Če imamo pravilno narejene kalkulacije, vemo tudi, kakvi bodo predvidoma naši stroški. Če izstavljamo situacijo v Forbildu, vemo, kakvi so naši prihodki dejansko, se pravi delamo analizo med planom in realizacijo. Na osnovi tega lahko tudi preračunamo, koliko bi ne bili naši dejanski stroški, oziroma kakvi bi lahko bili, glede na to, kaj smo vse zaračunali. Nimamo pa podatkov o dejanskih stroških, ki pa nastajajo v vseh segmentih poslovanja. Se pravi, ali od zunanjih dobaviteljev, ali od naših ljudi, ali od strojev, ki jih uporabljamo. Druga stvar je integracija vseh ostalih programov, se pravi vseh programskih rešitev, ki se v hiši uporabljajo. Od AppRešitev drugih ponudnikov, potem od raznih naprav za spremljavo na delovnih strojih, od sistemov za spremljavo delovnega časa, za zajem delovnih ur. In na koncu dodali smo tudi BI analitiko za spremljavo računovodnosti projektu, se pravi vse te podatke, ki jih zajamemo v teh modulov, jih prenesemo v BI in na nivoju stroškovnika za management in projektne vodje, ali pa na nivoju Forbilda za analitike projektov, prikažemo te rezultate na tiste način, ampak brez dodatnih odnosov, se pravi samo na osnovi teh podatkovnih povezav, ki smo jih prepravili. To je osnovni umestnik tega stroškovnega modula, se pravi modula stroškovnik. Posamezne projekte, posamezne predračune, posamezne delovne operacije, karkoli lahko prikažemo v tem modulu. Se pravi, modul ni omejen samo na Forbildu. Mi lahko tudi spremljamo projekte, ki nimajo nobene povezave s Forbildu. Recimo v tem primeru zgornji projekt je Forbildu izgradnja nekega letalske poti, spori, da smo dodali čist našega informacijskega izgradnja nekega informacijskega sistema. In te projekte lahko vse spremljamo na tej isti platformi, odkud bomo dobivali podatke, je pač odvisno od tega, kje se podatki zagotavljajo. Zakaj? Zato, da se podatki ne prepisujejo drugih rešitev, ampak se uporabljajo tisti, ki so že nekje izračunani. Za vsak projekt, za vsako entiteto, za vsako enoto imamo 5 skupin podatkov. Eno so prihodki, stroški dela, se pravi, to so naši ljudje, ki delajo na tem projektu, stroški strojev, naša osnovna sredstva, stroški materialov in stroški storitev. Praviloma se prihodki zajemajo tam, kjer se beleži, kaj je bilo narejeno. Se pravi, če imamo gradbeniški projekt, so to situacije v Forbildu, če imamo to neke druge projekte, se podatki zajemajo običajno fakturirano ali na kakršenkoli drug način. Stroški dela se na koncu zberejo v modulu plač, kje pa nastajajo, ali imamo neke naprave za zajem, ali na kakršenkoli drug način, vse, kjerkoli se zajemajo in ki možno uporabiti. Stroški strojev se lahko spremljajo preko posameznih strojev, z nekimi delovnimi velikih strojev, velikih podobnimi evidencami. Stroški materialov, pa stroški storitev so pa praviloma rezultat ERP-a, materialno risovanje glavne knjige ali kjerkoli drugje. In te stroške lahko tudi v tem stroškovnem modulu vnašamo, ampak modul primarno ni namenjen vnosov, ampak samo zbiranje. Tam na desni strani vidimo en okniček s linki, se pravi s povezavami. Vsaka ta enota, vsaka ta entiteta je lahko povezana z neko enoto nekje drugje. Recimo s predračunom v Forbildu, lahko je povezana z nekim projektom v projektnem modulu, lahko je povezana s poslovnim partnerjem v glavni knjigi, s čimerkoli. V osnovi teh povezav, ko se podatki razložijo, iz drugih evidenc dobimo podatke stroškov.
Če pogledamo zdaj okno analize projektov v Fulfildu, dodan je okvirček stroški in za vsak projekt lahko dodamo novo entiteto, se pravi odpremo entiteto v modul stroškovnik ali povežemo z obstoječo entiteto. Se pravi, če se vrnemo zdaj na korak nazaj, imamo izgradno kolesarske poti, ki tam na desni ima nobene povezave, imamo tudi predračun za izgradno kolesarske poti. In če ga povežemo, vidimo zdaj v stroškovnem modulu na desni strani povezavo s projektom v Fulfildu in na to entiteto izgradno kolesarske poti v stroškovnem modulu so prenesene 3 situacije iz glavne knjige, samodej, iz Fulfilda. Se pravi, modula sta sinkronizirana na ta način, da karkoli se zgodi v Fulfildu, je takoj vidno tudi v stroškovniku. Integracija je možna tudi s kakršnikoli drugim sistemom. Recimo, tu imamo sistem za vzem delovnega časa prek mobilne naprave, prek telefona. Tudi to je lahko del stroškovnika, ali je samo integrirano stroškovnik. Delavec ima vidne vse tiste projekte, na katerih lahko dela, pove, koliko je naredil redni del, koliko je naredil nadur, stvar konkretne implementacije, potem ali te ure mora nekdo potrjevati, ali so vidne takoj, ali. Ampak, če pogledamo na tem projektu izgradnje kolesarskih poti, je ta oseba delala 8 ur, pregled projekta, takoj, ko se to zabeleži, je vidno tako v stroškovnem modulu na tem projektu, kot tudi v Fulfildu na analizi tega projekta. Se pravi, stroškovnik je namenjen izključno temu, da se praviloma samo temu, da se podatki tudi zbirajo, prenaša med posameznimi moduli in to okno je lahko integrirano v Fulfild, lahko je pa integrirano v kjerokoli vašo rešitev, v vaš app, v vaš karkoli. In to je pa predmet potem konkretne integracije s posameznimi appi ali drugimi sistemi. Tako da, če imate v appu podatke na nek način strukturirane, je mogoče takoj in teh povezal zbrati in prenesti na konc tudi v Fulfild, če je neka enota, ki ima v glavni knjigi svoje sopomenko, ne bi to projekt, ne bi to stroškovnik ali karkoli. V nadaljevanju bi pa predal besedo Andreju, pa bo pokazal automatizacijo priprave popisov na konkretnem projektu. Ivi, ne boš če tako vprašanje na temo stroškovnika, evo. Vprašanje o stroškovniku ali o potencijalnih integracijah stroškovnika, kam, kako, bolje. Ja. To je stvar konkretnega umestnika, na tak način je. Nekateri želijo imeti redne ure, nadure, zakaj? Zato delam 6 ur na enem projektu, 6 ur na drugem in če je stvar hišne organizacije, da so mi povedali, ja, na tem projektu bi delal tudi popoldne, imel pač nadure, je prav, da to zadeležim na ta način. Če je pa organizacija v hiši drugačna, pač vse ure na enak način spremljajo, da so to delovne ure, se pač ta umestnik spremeni. In potem delitev delovnega časa. Na tak način so te ure vrednotili, kako so plačati v plačah oziroma v kartovskem sistemu obdelati. To je samo umestnik, ki ure zbira, ki prikaže, da prikazuje stroške in da se razume, to ni cena ure, kakršna bo to ni cena ure, kakršna bo na plačilni listi konkretnega delavca. To je cena ure, polna bruto cena, stroškovna cena
tega delavca za naše podjetje. Kar pomeni vse tisto, kar bo delavci plačano in za to delo in vse tisto, kar vse odsotnosti, vse političke regresije, življenje, nagrade in podobno, vse to mora biti upoštevano, da se stroškovna cena tega delavca. Ni primarno namen tudi, da se res ovrednoti zaposlencu, kakva bo ta vrsta dela. Ker vseh teh informacij enostavno v tem trenutku nima. Če nekdo dela 4 ure na nekem konkretnem projektu, težko vrednoti, kaj to pomeni že za tisti delovni dan ali za tisti mesec. Na kak način bi te ure dejansko plačali. In tudi ni cilj tega. Cilj je predvsem to, da se ve, kakvi so stroški tega projekta. Ja, na drugi strani pa sigurno tudi to, koliko je tudi delavci prisotni. Če je bilo to vprašanje, tako ne bilo različno.